Lep pozdrav. Evo, jaz sem Urban, sem tekaški trener, zelo rad tečem, zelo rad navdušim ljudi, da tudi začnejo teči, tako da kdor še ne teče, vabljeni, da poskusite to. Prav tako pa vabljeni v to, kar danes, o čemer danes bo v bistvu bolj govora. Zato, ker imam osebno zelo dobro izkušnjo. Tako, z veganstvom sem jaz, v veganstvo sem jaz padel čiste ljubezni. Zdaj, niti ne moram reči, da je to bila čista ljubezen do živali, niti toliko čista ljubezen do sebe kot mojega zdravja, ampak zato, ker sem spoznal Jasmino, ki je pač bila vegetarijanka. In jaz sem jo poskušal, zato, ker sem pač diplomiral na fakulteti za šport in so me marsikaj pametnega naučil tam, sem seveda jo poskušal malo spreobrniti, da pa vegetarijanska hrana ni najboljša varianta, da lahko si naredimo veliko škode z njo. Vse tako so me tudi naučili in nekako sem temu tudi verjel. Ampak je vprašanje potem, bolj ko sem jo hotel prepričati, da je to, da ne prekine s tem njenim več kot 20-letnim početjem, bolj sem ostajal brez argumentov. Ker več, ko sem vedel o tem, bolj sem ugotovil, da pa mogoče ni čistko. O zdravju potem, če povem, moj oče je zelo prezgodaj umrl. Dobil je raka na jetrih že pri 39 letih. Malo bom jaz toliko star. In verjetno o zdravju jaz že od svojega otroštva več razmišljam kot kakšen drug moj vrstnik. In prepričan sem, da njegova bolezen je tudi v povezavi z načinom prehranjevanja, ki smo ga pač v naši družini prakticirali. Zdaj pa šport pa prehrana. Nažalost je športna prehrana, si ljudje velikokrat takole predstavljajo. V bistvu so si prodajalci teh praškov ukradli ime športna in prepričuje na ves glas, da je to nujna prehrana za športnike, da brez dodatkov, brez praškov beljakovinskih preprosto ne gre. Ali je to res? Prepričan sem tudi jaz, da preprosto je resnica veliko drugačna, da je boljš, da športnik in človek, ki želi zdravo živeti, se izogiba takih pripravkov. Športna prehrana, po moji definiciji, je preprosto zdrava prehrana. Saj športnik mora biti zdrav, zato da lahko je učinkovit. In vsak običajen človek, ki hoče biti zdrav, je tudi dobro, da se ukvarja športom. Eno med z drugim gre zelo z roko v roki, brez enega ni tudi drugega. Kaj pa je zdrava hrana? To je pa eno veliko vprašanje, ki vsak, ki malo razmišlja o tem, ki je malo nekaj prebral, je prepričan, da ve, kaj je zdrava hrana. Nekateri mislijo, da ker jejo ribe, pa mogoče piščance, da so se izognili prašičem, da so naredili največ, kar lahko. Da je to je pa zdrava hrana. Nekdo drug misli nekaj drugega. Vsak v bistvu misli po svoje, da ima prav. In ko so delali raziskavo na ameriških mamah, ki zelo dobro hranijo svoje otroke, tako da jih je zelo velik procent predebelih, v bistvu bolanih od načina prehranjevanja, največji, skoraj 99% teh mam je prepričanih, da svoje otroke zelo dobro prehranjujejo, zdravo prehranjujejo. Seveda zato, ker na vseh teh hrani, ko jo kupujejo, piše na primer brez maščob in tako naprej. Vemo, zdravo, omega-3 in tako naprej. O hrani, kaj zdrava hrana, je stvar paketa. Ker vso hrano, ko mi pojemo, je tako, da sprejmemo paket. Seveda, lahko ugotovimo, da je v mesu, v mleku, jajcih so koristne stvari. Tega ne moramo reči, ampak vprašanje je, kaj dobimo še zraven. Kaj dobimo tega, kar ne vemo sploh, da smo dobili, kar ne vemo, da nam dejansko škodi in potem lahko razmišljamo naprej.
zdrava hrana, tudi če gremo malo širše od sebe, naprimer jaz, kaj name dobro učinkuje, ja, to je zdrava hrana, ampak zdrava hrana ne more biti hrana, ki škoduje celi zemlji, ki škoduje vodi, zemlji in vemo, kam nas pripelje, kam nas vodi današnji način običajnega prehranjevanja, da običajen Slovenc porabi za 2,5 zemlji verov. Se pravi, v resnici imamo, na nek način smo privilegirani, ker drugi ljudje tega si ne morajo in imamo težave zaradi tega, ker preveč pojemo, pa preveč preslabe hrane. Se pravi, lahko rečemo, da zdrava hrana je hrana, ki razume, ki dojame sožitje vsega, kar nas obdaja. Naprimer, vemo propaganda, jejte ribe, to je pa zdrava hrana. Kako to, če leta 2048 je predvideno, če bomo tako nadaljevali, takrat se poruši nekje to življenje v morju. Zato, ker preveč izčrpujemo življenje v morju. To ni zdrava hrana, ne more biti. Kaj bomo delali čez par let, če bomo tako zdravo jedli, da bomo tako zdravo jedli ribe? Zdaj se pa vprašamo, ali glede na vse skupaj, ali moramo jesti meso, mleko in jajca. Jaz osebno 2 leti ne jem teh stvari. Prej sem bil 2 leti tak klasični vegetarijanc, občasno sem jedel ribe, občasno sem jedel še sir in zelo malo ostalih mlečnih izdelkov, ampak pred 2 letoma sem se odločil, da pa ne bom več jedel niti rib, niti mleka več. Ali ga moramo jesti? Jaz na lastni izkušnji čutim, da ne, ni mi ga treba. Še več. Boljše je, če ga ne jemo. Scott Jurek, na primer, vegan, ultramaratonc, 266 km v 24 urah. Kako je to mogoče? Športniki, ja, moramo jesti meso. Kaj šele ekstremni športniki, kot je, na primer, ultramaratonc. Tu se zdaj me zelo zanima, kako tisti, ki zelo zagovarjajo nujno potrebo po hranjenju z živalsko hrano, kako odgovorijo na take primere. Človek, ki že 8 let ne je živalske hrane, kako to, da lahko preteče 266 km, da je 4-krat zmagal, naprimer, ta ultramaraton Špartatlon, ki je, in sploh je v bistvu bil v vrhu 5-6 let, v svetovnem vrhu ultramaratona. Ni še konc, to ni edini vegan, seveda imamo še več veganov. In vedno več jih bo, v bistvu. Avtor tudi knjige Thrive, potem Rich Roll, triatlonec, naprimer, to so slike prej, pa pal. Se lahko mogoče vidimo v zgornji vrstici ali pa potem v spodnji. Tenisačica, Venus Williams in tudi njena sestra je tudi veganka. Naprimer, Venus je postala veganka zaradi avtoimunih bolezni, ki so jo začele zelo močno mučiti in je najdla rešitev v spremembi prehrane. Postala je veganka. Ruth Heinrich. Gospa je stara, zdaj, če samo sliko gledate nje, ne veste, da je stara 70 let. Ko sem gledal na YouTubeu intervju z njo, pa sem še lepo naknadno je bilo nekje med vrsticami povedano, da je pa stara 70 let in dobrih 70 let. Ona je postala prvo tekačica, je začela zdravo jesti, ni več jedla svinjskega, jedla je ribe in piščance, naprimer, mislila je, da zdravo je. Dobila je raka. Prišla je do zdravnika, ki je svetoval, ne, spremeni še to. In naprej se je odvila njena zgodba, ki je še prav, ta gospa še danes tekmuje na Ironmanih. To je triatlon, kjer se tudi na koncu teče 42 km, prej pa se plava in kolesari.
da je 42 km končnega teka samo en delček. Potem deskarka na snegu, tudi vrhunska deskarka, tudi veganka. Naprimer, to so pa Jasmina, evo, jih zapušča. Čisto kot primer, jedo bi, da jih bomo zajesti. Naprimer, veganka, tako kar jaz zadnje 2 leti, prej pa veliko let vegetarijanka, rodila 2 otroka, ki sta zdrava, zdaj smo noseči, čakamo na novega. In kaj je to? Kakšni so odgovori, da so lahko ljudje zdravi, pa ne jejo mesa, mleka in jajc? Kako je to mogoče? Očitno je mogoče. Očitno je lih v tem finta. Kajti v živalski hrani imamo mrzkaj tazga, kar nočemo imeti, kar nočemo pojesti. Eno od tega je v bistvu nekako ugotovljeno, da živalske beljakovine niso čisto prave beljakovine, ki bi nam bile koristne, ki nam škodijo. Holesterol dobimo, nasičene maščobne kisline, antibiotike. Vemo, da je poraba antibiotikov v svetu človek, ki jih zelo malo poje direktno, ko jih daš v usta. Pojejo jih živali in potem jih pojemo tudi mi. Ko pojemo žival, dobimo antibiotike. Škodljive bakterije, endotoksine, ki povzročajo vnetne reakcije, hormone, ki nam tudi motijo naše hormonsko ravnotežje, ker so tujki v bistvu v naš, ker so preveč podobni, živali so nam preveč podobni, saj smo tudi mi živali v resnici. Zdaj pa se vprašamo, kaj je z beljakovinami? To je vsakega strah, ki reče, kako, saj samo rastlinsko hrano ješ. Kje pa dobiš beljakovine? Beljakovine dobimo, če jemo dovolj rastlinske hrane, energetsko dovolj, da smo siti, dobimo dovolj beljakovin. Seveda so oreščki, stročnice, semena, zelo bogat vir beljakovin. Ampak zdaj pa, katere beljakovine? Mi imamo beljakovine, so sestavljeni iz aminokislin. 9 nujnih aminokislin moramo pojesti. To velikrat bilo, jaz sem šele pred kratkim sem ugotovil, ko sem velikokrat prej skozi moje odraščanje slišal, da vegetarijanc ni zdravo biti, zato ker ne dobiš vse aminokislin, ker jih ne moreš dobiti. Ker je to znanstvena fantastika, da boš dobil vse aminokisline, ki so nujno potrebne za človeka, zgolj skozi rastlinsko hrano. Pa sem pa pred parimi meseci se tega malo bolj lotil, tako da sem šel brskat po teh 9 aminokislinah, ki so esencialne. Čisto vse so v rastlinskih hranah tudi. Sej zakaj? Odkje pa, naprimer, odkje pa tale konj, ki takole lepo teče, ki je samo travo, naprimer, jasno, da je samo rastlinska hrana, če je živi tako, kot si sam želi živeti, je samo rastlinsko hrano. In odkje dobi teh 9 nujno potrebnih aminokislin? Iz rastlin. Enako kot človek lahko dobimo iz rastlin. Tu sem naredil seznam in nekak vir teh hranil, ki nam prinesejo vseh teh 9 nujnih aminokislin, ki jih pa človek ne zna sam ustvariti. Jih moramo pojesti. In dobimo vse. In potreba po beljakovinah je nekako taka zdrava za človeka, ki je aktiven, je nekje 1,4 do 1,8 grama na beljakovin na kilogram telesne teže. Sprav, pri beljakovinah je res škoda, da ne bi bili vegani samo zaradi beljakovin, ker jih v resnici z lahkoto pojemo, če jemo pestro hrano, seveda. Raznoliko hrano. Kaj pa omega-3 maščobne kisline? Tudi to se velikokrat očita, da tega pa premalo dobimo. Lahko dobimo dovolj, če jemo dovolj lanenih semen, orehov, tole olje, oljne gorščice, soja ima tudi nekaj omega-3. Tako da, mi imamo, naprimer, vsako jutro laneno seme je v tem sadno pa tudi zelenjavnem miksu. A lahko nekaj vprašam, a ni tle ogrščice? Ogr.
Ja, prav, ja. Se opravičujem. Ja. Potem železo. Železo tudi velikrat vegani imamo pa premaj železa. Takole, jaz nimam težav z železom. 2 leti sem že vegan, nimam težav, pa sem se kar dosti redno testiral, približno na pol leta, čisto zaradi ferca, zato ker če hočem druge nekako prepričevati ali pa jih spodbujati k temu, da tudi probajo na tak način se prehranjevati, da jaz vem, da pri meni pa to štima. Ne? In dejansko štima in res zelenolistnata zelenjava, semena, oreški, stročnice in če to še, da smo malo pozorni na to, da imamo ob tej hrani tudi česen, čebulo in še mogoče kot limono z nek vir vitamina C, da to poveča absorpcijo železa. Če imamo težave, se je dobro izogibati naprimer kavi, alkoholu, origano, meti, kakavo, medtem ko to hrano ješ, ki ti bi naj dala železa. Tako da malo je verjetno smiselno biti pozoren na to. Glede kalcija. Kalcij spet ni težava. Ni nobenega razloga, da moramo piti mleko zaradi kalcija, ker ga dobimo v hrani zelenjavi čisto dovolj. Močne kosti. Kako bo ultramaratonsk res obremenjuje svoje kosti, lahko zdržal. Lahko. Vitamin B12, tudi to je vprašanje. Zdaj, če ješ zgolj vegansko, vse tako, kot jaz imam te informacije, ti manjka vitamina B12, lahko. Približno 50% veganov imajo pomanjkanje vitamina B12. Tako da na tem področju jaz dejansko jemljem take vitaminski bombon, v bistvu je to, ki ima tudi B12, ustrezno količino. Zaradi tega, ker nočem riskirati samo zaradi tega vitamina, da ne bi kaj štimali. Pa bolj otroci, če se tudi vegansko prehranjujejo in tudi te dodatke vitamina B12 dajete? Tako, ja, tudi. Ja. Je pa res, da tisti, ki ne veste, vitamin B12, to ga ustvarjajo bakterije, ki so v zemlji. In če bi me jedli tudi zemljo z zelenjavo, bi naj, ali pa vodo, ki je iz vodnjakov, kjer je tudi več bakterij, ne pa to vodo, ki je pač klorirana, bi naj dobili dovolj B12. Problem je preveč čista hrana, preveč očiščena voda, zaradi tega je nekako nam teoretično manjka vitamina B12. Drugače pa ocenite, je zobna pasta zdaj tudi, ki vsebuje B12. Aha, no. Potem tudi lahko ščetkam in to pač dobiš B12. Se pravi, so različni načini, so tudi nekako eni te kosmiči, ki so obogateni z B12, različni načini so. Se pravi, zaradi tega ni razloga, da bi ne bi jedel vegansko. Menda, tako kot jaz, da ga ni dovolj, ne? Da je zanemarljiv skoraj, ne vem. Ja, no fajn. Ker nisem, jaz bo prav iz lastne izkušnje. Torej, kakšna je zdrava hrana? Spet, če se vrnemo. Ne povzroča kroničnega vnetja. Kronično vnetje. To je vzrok za številne težave. Vam jaz povem lastno težavo, ker sem jo imel, pa zdaj na srečo nimam več. Po noč, ko sem spal, sem smrčal. To zdaj na glas povem, včasih sem bil pa tih. Sem bolj glasno spal, zdaj pa bolj tiho spim. Nehal sem smrčati približno 2 meseca potem, ko sem nehal piti mleko in jesti meso, sem nehal smrčati. Sem bil že, v bistvu sem šel že zdravniku, ker sem mislil, da bom mogel jeti na operacijo, da se mi je zdelo nesmiselno, da bom celo življenje smrčal, ker sem slišal, da se pa da to operirati. In sem šel do zdravnika in sem se že celo skoraj zmenil za rok, ta termin operacije, ampak pa tako čez 1-2 meseca mi Jasmina reče, sej ti pa ne smrčiš več. In nehal sem smrčati. Ena taka
dobra posledica. Dobro spim. Potem imel sem od leta 98, sem imel eno tako kronično vnetje živca, ki gre tlele in oživčuje te mišice, pa tukaj po rakah. Eno obdobje je bilo tako močno vnetje, da sem komi dvignil rako takole više gar. Kaj da bi kako stvar vrgel, so vse te mišice bile toliko atrofirane, da je ta sklep ramenski bil nestabilen. Tudi zdaj s tem nimam več težav. Prej se mi je pa to več kot 10 let držalo. Si tudi razlagam, da zaradi tega. Kožo imam tudi boljšo, manj aken, kot sem. Prej sem pa kar imel, tudi se spomnim mojega očeta, moj oče je tudi imel akne, odrasel je bil, pa se spomnim, da je imel akne. Vsake toliko časa kakšno. Zdaj nekako jo nimam. Zakaj bi bila kronična vnetja povezana z mesom, na primer? Endotoksini so ugotovili. Endotoksini, ko mi pojemo meso, hkrati tudi pojemo bakterije v mesu, in ki sproščajo v prebavnem traktu endotoksine, ki grejo hitro v kri, že nekako 2-3 ure po zaužitju mesa se zasledijo v krvi endotoksini in učinek na žile, ki v bistvu je odraz aktiviranega imunskega sistema, ki je pa tudi posledica vnetja. Dobro pretočne žile. Naprimer, veste, da bivši predsednik Amerike je vegan. Bill Clinton je postal vegan zaradi težav, ki jih je imel srce. Pa ne tisto težave z Moniko Levinski, tiste srčne težave, ampak tiste, ki so ga pelale v bolnico na operacijo. In prvo so mu svetovali, tisti njegov osnovni zdravnik, ki ga je zdravil, je rekel, vse dobro delaš, zdravo ješ, vse to. Pa je šel pa do drugega zdravnika, ki mu je pa rekel, ti lahko poslušaš tiste, ki ti pravijo, da vse prav delaš. Ampak po moje spremeni to. In pred, mislim, da dvema letoma je postal vegan in pač je tudi en tak predstavnik teh. Še ena stvar je, naprimer, naše telo je, mi v sebi nismo sami, na sebi. Mi imamo polno mikroorganizmov, ki so naši prijatelji. Pomagajo, vemo, da nam pomagajo pri prebavi in vse to. Ampak mi jih moramo tudi znati hraniti, te naše živalce v nas sami, te mikrobe. Zdrav človek ima nekako, to sem pa povzel, pridobil pri predavanju od Aleza Ihana, nekje, naprimer, zdrav človek premore v svoji prebavnem traktu približno 700 različnih vrst mikrobov. Bolan človek, ki je zelo podvržen boleznim, pa manj, 300, 400, tu nekje. Ta razlika v številu različnih vrst. Ampak finta je v tem, da mi široko paleto mikrobov hranimo predvsem z rastlinsko hrano. In potem se lahko vprašamo, kako, ali je res vse jedi res dajo svojemu telesu raznoliko hrano. Če pogledamo šolsko prehrano, ki bi naj bila en tak šolski primer zdrave hrane, ki se ukvarjajo strokovnjaki z njo, svetujejo in zajema vse. Potem pa vidimo, kaj zajema. Zajema belo moko, zajema pač meso, mleko, jajca, pa zaradi lepšega je še kakva zelenjava. Ja, zelena solata. Naprimer. 90% je pa teh mikrobov v nas pa se hrani, jim je ključna ta raznolikost rastlinske hrane. In je to, ne, vidimo, da se skrije. Potem, naprimer, ko sem jaz zvedel, da je v mleku inzulinu podobni rastni faktor, to je hormon, ki spodbuja rast. Seveda teliček, ki se doji pri svoji mami, ali pa otrok pri svoji mami, pije mleko tudi zato, da hitreje raste. Ta hormon spodbuja rast.
ampak pri odraslem človeku spodbujati rast. To je zelo tvegano. Če mi spodbujamo rast pri odraslem človeku, v resnici spodbujamo rast rakavih celic. In če še v zadnji se spomnimo, da z živalsko hrano tudi vnetja spodbujamo, je to vnetja pa rak sta pa tudi zelo v povezavi. In jaz se danes z izkušnjo tega, da je moj oče zbolel za rakom in tudi zelo prekmalu umrl, se ne upam jesti mesa, ne pit mleka, niti jajc. Ni to, da ne bom zaradi tega, zaradi lepšega, zaradi tega, ker hočem biti dober do živali. Jaz sem postal vegan zaradi tega, ker sem v prvi vrsti zaradi svojega zdravja, ker sem začel spoznavati to zgodbo. Danes pa tudi veliko bolj čutim z živali. Mislim, da ljudje smo tako narejeni, da dokler delaš tako, kakor delaš, znaš to opravičevati. Danes se mi zdi zelo nesmiselno dejanje reči, da sej rastline tudi trpijo, ki jih jemo. Včasih sem tudi tako jaz mislil. Sem opravičeval svoje dejanje, tako se mi je zdel, sej fižol je tudi fižol. Tako kar, ne vem, krava je tudi krava, ne? Pa potem, ko to ne delaš več, vidiš, da je to vse razlika. Pa da, če nam ni treba jesti živali, in da bi jedli živali samo zaradi okusa, to niti najmanj ni okusno. Tako. Zdaj pa vprašajte kaj. Izvoli. Ja, v bistvu tečem zdaj hitreje, kot sem včasih, to je res. Ko so, na primer, za Scott Jureka, so tudi tako velikokrat mu rekli, se ne moreš biti vegan pa vrhunski ultramaratonc. On je bil pa prepričan, da je prav zaradi tega še toliko laže res vrhunski. In da je to razlog, da je bil boljši od svojih konkurentov. In jaz se teka ne lotevam tekmovalno. Čeprav hodim na maratone in uživam v tem, da lahko hitro tečem, ampak mi ni to prva vrsta. V prvi vrsti hočem v teku uživati. Če lahko tečem hitro in daleč, mi je še to toliko bolj. In danes dejansko lahko tečem hitreje in dlje. In imam po takem težjem, daljšem teku manj težav. Jaz sem včasih pred leti, ko sem še treniral atletiko, tekmoval sem na 400-800 metrov, pa tudi potem, ko sem bil še samo rekreativni tekač, sem vedno, ko sem ustal iz posle, malo tako trd bil. Me je tukaj, na primer, ahilova tetiva, pa na peti, malo tako boleli. Vse potem po enih 10 korakih se zgine ta občutek neprijetni. Gre za eno tako vnetje, ki se pa čez noč razvije, zato ker ni bilo nobenega gibanja, ki bi odplavilo oteklino. Ampak danes pa tudi tečem, na primer, tudi 54 km in to nedeljo mogoče 88, če bom imel volo zdržati do konca. Tako da, meni je to, absolutno sem prepričan, da mi je v korist. Kaj pa veganske proteine? Vsaj potrebni? Ne. Jem raznoliko, pestro hrano, imam to srečo, da Jasmina res z veseljem in zelo z lahkoto tudi pripravlja hrano. Naprimer, jaz se prijema domov, jaz se usedem z računalnikom in govorim na 3 maile v 5 minutah do 10, Jasmina v tem času pripravi kosilo. Zelo praktično je, tako da me prav fascinira, kako na hitrico pa imava pripravljeno hrano. Tako da se mi zdi te pripravki, praški, različni, nepotrebni, če lahko ješ hrano, ki je čim manj predelana. Jaz sem prepričan v to, da je boljš manj predelana hrana.
na opolnoči prej in spat pol litra kakava, seveda z mlekom. Ja. Ja. Mislim, da je teh organov še zmer hudo malo. Ja, seveda, zelo malo nas je. Zelo malo, ampak to je stvar tega razvoja. Zato, če boste športnega zdravnika vprašali, ki se spozna na športno prehrano, ne bo svetoval veganske hrane. To je jasno. Naša kultura je prežeta s tem, da moramo jesti mleko, da prisegamo na to. Ko sem jaz, meni je priznana zdravnica, ki se s športno prehrano ukvarja, me je rekla, da imam uprane možgane. Ko sem pa jaz jo mirno vprašal, mogoče jih imaš pa ti. Vprašanje, ne? Ko sem jo vprašal, kje je razlog, da povej mi en tak temeljni razlog, zakaj bi mogel jesti meso, mleko, jajca. Odgovor je bil zaradi glavni razlog, ona vidi v tem, da je v živalski hrani je idealno razmerje aminokislin. Se pravi, včasih smo govorili, teh 9 aminokislin ni v rastlinski hrani, danes so šli naprej, zato ko očitno so v rastlinski hrani, gremo naprej, idealno razmerje. Potem sem jo pa po mailu, takrat ni bilo časa, po mailu je poslal, prosim, da mi pošli raziskavo, ki potrjuje, da je to res, ta živalska hrana res ponuja idealno razmerje, ki ga človek rabi, ki je človekov. Rekla je, da se ne bo z mano ukvarjala. Jaz sem malo iskal, nažalost nisem našel, oziroma lahko rečem na srečo, da bi bilo to res idealno. Ker dajmo si priznati, naše razumevanje sveta je polno mitov. Polno. Zelo. In bolj, ko se v eno področje spoznaš, bolj vidiš, da je umazano kontaminirano z miti. Jaz, ko se ukvarjam s tekom, lahko vidim, kako je to stvar lahko čisto drugačna. Naprimer, tekaški copati. Ali moramo imeti tekaške copate, ali moramo biti mehki, ali ne, ali lahko tečemo basi, pa bomo tudi fajn tekli, ali celo boljše. Vse to je, koliko maratonov na leto, lahko slišimo, eden je najboljš, vsak dodatni je nevaren, vedno bolj škodljiv. Po mojih izkušnjah to ni res. Glede tekaške obutve, spet zgodba je stvar načina teka, stvar je zelo v bistvu kompleksna in bolj, ko jo razumeš, bolj lahko čistiš mite. In ne rečem, da bom čez 5 let kaj novega vedel, čez 1 leto. Jaz sem zelo priporočam tole, nutritionfacts.org. To je spletna stran, ki jo jaz redno gledam. 3-krat na teden objavi, to je en zdravnik, Michael Greger, ki vsak teden, zdaj 3-krat na teden, naredi en tak poljuden prispevek o vplivu hrane na zdravje in povezava to. Iz vseh različnih vidikov, zato ker spremlja nekako tam v tem predstavitvem filmčku, predstavi, da na leto preštudira približno 5000 raziskav aktualnih na temo hrane in zdravje in potem iz tega dela take prispevke, ki so res super. Če jih spremljaš, jaz sem pred 1 letom jih začel spremljati, ne morem brez tega, da si ne bi pogledal, kaj je novega objavil. In to so vse te vidiki, ki sem jih danes mogoče samo malo na hitrco predstavil in tudi ne morem jaz. Je fajn, da si ga pogledaš in da spremljaš te raziskave, ki so do danes narejene. Ali še kakšno o soji? O soji? Kaj drugega, kakor da tukaj jem sojo, ni pa to izključna hrana, ki bi mi dala beljakovine, da se velikokrat smo slišali po mailu, lahko prebrali, da je soja zelo škodljiva, ne vem. Michael Greger govori o tem, da seveda, če pretiravamo, ne vem koliko obrokov soje na dan, da je to lahko slabo, ampak če v teh normalnih količinah, da to ne more biti problem. Gensko spremenjena ali, to pa je jasno, da hočemo jesti hrano, ki ni gensko spremenjena. In se pač trudimo izberati na ta način. Ja? Ja, če res tudi rečem in še zdaj mehanično prehranjevanje, pa naprimer, če me lahko iz svojih izkušenj daš kaj par na svetu, 5 točk, ko si ti držiš, ko mi bojo mogoče
pomaga, da ne bom izčrpana pri tem prehodu. Skupaj s tekom. Mogoče sam ne vem. Ja, mogoče zdaj sem se spomnil, odkar jem vegansko, sem lahko vedno, ko jem, se lahko do sitega najem. In ko sem sit, neham jesti. Včasih, kljub temu, da sem velik tekel, sem mogel paziti, kdaj bom nehal jesti. Ker če bi jedel toliko, ker bi sicer si nekako želel, bi se redil. In sem bil, naprimer, zdaj imam 75 kg, takrat pred največje kilograme, ki sem jih imel pa tam 81. Prav, 6 kg sem lažji in to težo dejansko zdaj držim zadnje leto pa pol mi je konstantno 76-75 kg sem težek. Vedno lahko jem do sitega in se mi zdi, to je pomembno, da smo siti. Potem, jasno, oreške jem. Oreški so stvar, ki jih imam jaz na mizi in je to oreh, različni oreški. V tem primeru, naprimer, da je oreške zelo dober malo namakati prej na vodi. Da se izločijo eni toksini. Kar se tiče, kaj povem, uživati v hrani, tako kar tudi uživati v teku. Koliko brokov? Jaz jem seveda zajtrk, potem kakšno malco, za zajtrk je sadje za zelenjavo, pa še kak te kosmiči, tako, no? Je taka stvar. B12. In v lekarni kupim eno tako, kaj je kdo ve. Jaz lahko v bistvu samo malo pomagam pri teku, ne? Jaz mislim, da sem tako, ko si rekel, da si najbolj pomembno, da uživaš, da se počneš. Pa predvsem, moja izkušnja je, da smo vsi, vsak je sam svoj individuum in se mi zdi, ne vem, jaz najlažje recimo tečem na trešče. In mene je mogo vedno pripričati, da moram za zajtrk pred maratonom, ne vem kaj povesti, ker ne moram teči. V bistvu moraš sebe spoznati. Telo ti bo točno povedal, kaj je. Ja, poslušati se, to velja posod. Tudi telo pove, daj je greške, daj je što, daj je vse to spoči. Ne vem, pa što to zna. Ja. Tako s kruhom. Jaz pa ful rada sir, ne, in bi se ga rada rešila, ker vem, da mi škot, ne. In pol se bojim, da pa ful kruha pojedla, ne, zdaj. Tako, no. Boš, naprimer, izkušnja. V Malem Lošinu, ko gremo mi na tekaški tabor, je hotel Aurora, ki ima blazno veliko to restauracijo z ful izbere. Sicer, če si vegan, vidiš, da nimaš veliko izbere. Ampak, še vse, kaj jaz naredim, preden grem v tiste slašice, ki so? Prej se jaz najem zelenjave, pa sadje. Sit, ko boš sita, ne boš rabila kruha. Če boš lačna, ga boš pa jedla. Tako da, bodi sita in hrana, rastlinska hrana nas nasiti, zelo ko ima ogromno vlaknin. Sam, malo rečeš, se bom jedel kruh, ampak te prvo sem pa ne jedel zelenjave, potem pa pozabiš, da rabiš kruh. In ga ne rabiš več. Ja? Kakšen pa bi bil recimo predlog za tak optimalen regeneracijski obrok po vadbi? No? Mislim, kaj si recimo ti sestaviš za po vadbi? Jaz objavljam na Facebooku malo te naše večerje, ki jih Jasmina pripravi, tako da, ker je pa nešteto variant. In tudi, ko Jasmina kuha, se nikakor nobenega recepta ne drži. Ona pripravlja hrano takrat, ko nabira hrano, da jo domov prinese. Potem, ko ima pa doma, pa je rekla, to je tako, kuhanje je tako, kakor neumno se zdi gledati recept. Zato, ker je tako, kakor se postaviš pred omaro in ne boš gledal recepta, kaj si boš oblekel. Malo takole narediš, ne? Pač z občutkom. In bolj, ko se razviješ ta občutek, kaj spaše skup, kako to naredi, lažje je in bolj si v bistvu svoboden pri tem.
kaj je, ne vem, leča, na primer, je zelo rad jem po teku. Vsak torek po četrtek, na primer, jaz imam 2 ure pa pol tečem, ko imamo te skupne treninge in je to kar, na koncu sem kar utrujen in rabim hrano. Jaz tudi ne jem, moj zadnji obrok ni nikakor ob 6 zvečer. Moj zadnji obrok je pač po treningu, ob 9 zvečer. In tako, take bolj večinoma na žlico variante. Tako, in zeleno listnata zelenjava je super, vse to nekako z stročnicami in tako pomešano. Čim več mešati mogoče, tako, tak primer. Ja. Kaj pa, če greš nekam, pa si ne moš kuhati na tako? Aha. Pa ti se ne uživaš še Ko mi gremo okrog, Jasmina kar pripravi stvari. Potem ponovadi že pol ure od tega, kar gremo od doma, je že malce. Ampak ja, to je, te posodice, ki se zaprejo, so super. In ker res je, mi pa zelo težko greva v običajno gostilno. In zaradi tega imamo rajsko hrano pripravljeno za seboj. Tako da, ja. Mene zanima pa glede pijače, pri športu v višjih temperaturah. Kaj priporočate piti vmes? Pijača. No, tu je tudi en velik mit, da je treba piti čim več. Da je dehidracija največji problem pri teku v vročini. Dehidracija ni največji problem in v resnici sploh ni problem. Kaj je problem pri vročini? Problem je pregretje telesa. Zdaj boste pa rekli, ja pa vse pregretje telesa, to je dehidracija. Ne, to so nas naučili, ko so delali promocijo za te športne napitke. Ne, dehidracija je škodljiva takrat, ko zgubim, na primer jaz, približno več kot 3 litre tekočine. To je pa ne zgubim kar tako. In koliko moram piti? Piti je smiselno toliko, kar sem željen. Ne toliko, ker tudi mene so v šoli učili, pi preden si željen. Ste slišali to? Čim več. In kaj je človek, ki teče maraton zelo dolg časa, na primer 5 ur, so tudi tekači, ki tečejo maraton, kaj se zgodi z njimi? Ko na vsakih 15 minut na vsaki postaji se ustavijo in spijajo 2-3 deci vode. In potem spet čez 3 km spet. Preveč vode spijajo. Preveč vode, to je pa škodljivo. Nevarno. Ljudje tudi umrejo lahko zaradi tega. Preveč vode spiješ, pade koncentracija natrija v krvi, zaradi tega se potem v možganske celice lahko se voda koncentrira, povečuje in vnetje možganskih celic. Da vodo pijemo, kolikor smo željni, kar se pa tiče pri, na primer, maratonskem teku, kjer je smiselno dodajati sladkor, zaradi tega, ker nam po približno uri pa pol 2 urah začne sicer zmanjkovati sladkorja in zaradi tega moramo teči vedno počasneje, če pa hočemo isto hitro teči, pa preprosto sladki napitki, cukor takrat, ne, običajen, tako da to. Ja? Obstaja točna hrana, ki recimo se regenerira, recimo, ljudem muskula? Ja, veganska hrana. Ampak sem res prepričan o to. Seveda, ko mi obnavljamo telo, rabimo gradnike za to, da se nam, na primer, mišica, ki smo jo obremenili, nazaj zgradi. In to so aminokisline, beljakovine. To je. Rabimo tudi energijo za to, da se te gradniki lahko povežejo. To so pa ogljikovih hidrati. In če jemo dovolj beljakovin, dovolj ogljikovih hidratov, je to idealna hrana za obnovo. Ja? Jaz bi rada dodala iz izkušenj. Veliko ljudi, ki ima težave s hrbtom, ima običajno sklerozo in ko spremenijo prehrano, vegansko, čutijo, da je seveda boljše slišijo. Ja, tudi to na tej strani Nutrition Facts je pred kratkim je prav o sklerozi in prehrani objavil rezultate Michael Greger na to temo. Tako da je res to stran vam priporočam. Jaz odkar to spremljam, se mi zdi to najbolj tak direkten ver za običajne ljudi, da se okrepimo v znanju. Da ne bo znanje neka taka, da ne bojo mogli biti
tisti, ki imajo diplom, ki so zdravniki, na primer. Vse zdravniki so super, hvala Bogu, da jih imamo. Hvala Bogu, da imamo tudi farmacijo, ki nam lahko pomaga marsiče. Ampak hrana je nekaj tako osnovnega, da je moramo od znanja o hrani imeti vsi. Demokracija na tem področju, bi lahko rekli. Ne, da smo ostali kakor prepuščeni temu, da se pustimo voditi. Vabim, dajmo zdaj vstati. Kar ostanemo. Pa dvignemo roke gor. Morate priznati, da paše. In se najdemo na eno stran. Pa na drugo stran. Superca. Pa krožimo malo z rameni. Ker sem tovariš, ne? Pa naprej. Evo, zdaj se pa postavimo tako en za drugim. Skole, pa daš roko na ramo, sprednemo. In se začnemo masirati. Eni samo uživate. Dobro, da se povrnemo, pa zmasiramo nazaj. Bravo, hvala. Malo pauze, verjetno, da se preklopimo.